Ponedeljek je dan za reporter. Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Pomisli, preden zaparkiraš. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Sledi korakov, v kateri se bomo sprehodili skozi zanimivo življenje motokrosista Maksa Mauzerja. Maks, živjo. Zdravo. Dolgo že nisem midva sedela takole v studiu, to je bolj priročno studio, studio, kjer ti praktično telovadiš, ne. Nazadnje, nekaj let nazaj, še na ETV-ju, ne, ko si bil še nadebudni, mlad, perspektivni motokrosist. Eden najboljših v Sloveniji, pa tudi v Evropi, ne. Ja, zdaj je malo spremenil se, ne, mislim, da sem bil nazadnje 2018, da smo snemala nazadnje, ja, tako da se je vmes kar veliko stvari zgodilo, no, tako da. Seveda se je, ne. Midva bova zdaj povedala, da si bodo gledalci lahko vmes ogledali tudi 4 spote, ki so jih posneli v Društvu za mobilnost invalidov Moja pot. Tudi ti si pri njih sodeloval. Preden greva na tvojo zgodbo, za kakšno društvo gre, ga poznaš? Ja, jaz sem že, ko so me poklicali oziroma z Marko tam se dobro, mislim, poznama, tako da, ko so me vprašali, če bi pomagal to, snemati, ne, sem seveda pomagal oziroma sem prišel posneti to zadevo, ne, zato ker če lahko nekomu pomagam, kako je recimo tudi, jaz recimo lahko prijem približno, tudi če me kjer zaparkira na neki način, mogoče ga prijem se, ne, neko zrihtam, ampak tisto pa recimo, ko ni na belih, ko je na vozičku ali pa karkoli, ne, pride zelo težko oziroma rabi kar več prostora, kakor drugačno, tako da pomagam, da tudi drugi vidite, kako je, če rabiš malenkost več prostora, da se zamisliš, pa pol, ko že prideš na parking, točno veš, da ne boš tako blizu parkiral, ne, tako da ja. Zato pomisli, preden zaparkiraš.
zaparkiraš? Kot prvo, ne, mi, ki nismo invalidi, nikakor ne smemo parkirati na mesta, parkirišča, ki so nekako parkirna mesta, ki so rezervirana za invalide. To je prva zadeva, ne, ki jo nekako poznamo. Pozabimo pa, da je treba avto včasih dovolj daleč stran odstraniti, odmakniti, da se lahko, tako kot si dejal, ven iz avta vzame voziček, ne. Ja. Da so vrata na široko odprejo, spredaj ali pa zadaj, ne, in je treba biti pozorni. In jaz, ko sem si zdaj ogledal te 4 spote, v enem si ti igral, lahko rečem, da zdaj razmišljam, ne. Tako da meni so že ti spoti nekaj dali. Ja, definitivno je, če si normalen oziroma nenormalen, če nisi nič poškodovan ali pa karkoli, mislim, da tudi prej recimo ne bi glih sam tudi ne bi potuhtal, da nisem nikoli parkiral to ziher ne na mesto za invalide, to je pač po moje logično, ne. Ampak za blizu pa nisem potuhtal, tudi to sam priznam, ne, ker če nisi tu potem ne poštudiraš. Se rečeš vse toliko, da vam pride, ne? Ja. Ampak mora tudi voziček priti, ne? Točno tako, ja. Tako da zdaj, kar res ljudje ogledajo, te spote niso slabi, ne? Je fajn, predvsem so kratki, ne? Ja, pa zapomnijo si verjetno kar za cel življenje, ne. Tako, ja, jaz si bom. Ja. No, mi dva sva se prvič srečala res že kar precej let, zdaj si star 19 let, ne? Ja, boš, ne? tako je. Ja. Si že? Sem že. Si že. Ko si bil še res, ne, manj kot 10 let star, ne, ko si že bil eden najboljših slovenskih motokrosistov, predvsem v svoji starostni kategoriji, in takrat v studiu vem, da si prinesel takšen mali motor, ne? Ja, motokros. Še od majhnih nog sem tekmoval, ne, oziroma Kdaj si pa začel? Začel sem leta 2008, oziroma ne, začel sem ko sem bil 3 leta pa pol star. Sem se prvič na motoru sedel, pol pa sem pa leta 2008 sem prvo tekmo odpeljal, ko je bila bolj tako gasilska, bi lahko rekel, no. 2009 sem pa pol redno začel tekmovati, pa do 2019, ja. In zakaj motokros? Zdaj ne vem, oče vem, da se nekaj z avtomobilom ukvarja. Mami je bila takrat novinarka, ne? Zdaj je vodja Rdečega križa v Trbovljah. Pa mislim, oče je bolj avti, motorji pa ta smer, ne. Tako da je tudi sam je nekaj za hobi treniral, malo motor, tako se želi verjetno s pova malo peljati. Pol sem pa tudi sam, mislim, takrat mi je PV50 kupil na začetku. To je najmanjši? To je najmanj, kar lahko, mislim, najmanjši, tako da. Da si ga z nogam dosegel do tla, ne? Ja, pa smo pa tam začeli, od začetka še bila mami malo v zadnji na motorji, pa. Sam? Ja, to je nekaj, kar recimo veliko me zdaj vprašajo, ko vidim v motokrosi, tudi sam se vprašam. En cajt vmes po poškodbi mi itak ni bil mislim, vedno mi je pri srcu, ampak se vpraša, zakaj je bilo tega treba, ne. Ampak to je nekaj takega, ko če ne doživiš te stvari, jo ne moreš opisati. Zakaj smučarski skoki, ne? Saj tudi tam padejo, ne? Je zato, ker je pač to lep šport. Motokros je pa tudi lep šport, svoboda, naravi. Kje pa si največ vadil? Na kipih v Trbovljah? Ja, tam sem začel, prvo smo začeli še na drugi strani Trbovlj, ko je bilo v Reti, se mi zdi. Zdaj pa večinoma časa sem preživel tle gor v Trbovljih, ja, kipih, tako da. Pa je dobra proga tu, zdaj za nas lajke, jaz sam spremljam včasih, ne, kako vozijo, ne. Ja, tle v Slovenijo zelo dober priprav zmerijo polije, ne, da se ne kadi, ker poleti je zelo fajn, da je proga malo zalita, da se ne kadi tukaj, ne. Pa tudi večinoma prog polet ni tukaj odprtih, ker ni vode, da bi jo zalivali, no. Sicer se zdaj, kakor vidim, malo spreminja ta motokros v Sloveniji, malo boljš delajo, tako da jaz upam. Tima Gajserja? Tudi to, ja, definitivno. Tudi on ima zdaj tudi svojo progo v Lembergu, Tiga 243 Land, tako da tudi tam je super priprav in je pa praktično proga, na kateri trenira svetovni prvak, ne.
Max, ampak ti in tvoja družina ste takrat preživeli kar veliko v tisti tvoji športni karieri, ko so bile tekme, ko so se vrstili vikendi, kar veliko v tujini, ne? Kako je bilo to? Ste šli v četrtkih že, kako? Odvisno, kot je bila tekma, ne, če tudi na Portugalsk smo hodili, smo šli že ponovadi ob sredih, ne, kar praktično može biti četrt zvečer oziroma v petek moraš biti na prizorišču, ne. Kaj je to, z prikolico? Ja, lahko imaš avto doma ali prikolica. Cela družina? Ponovadi smo šla, jaz, oči pa Niko mehanik. Če smo šli na Portugalski, šel še kjer zraven ponovadi, da so se tudi malo mejali, ne, ker nismo nič kaj počivali, so samo vozili, ne, 24 ur skupaj, tudi v Latvijo recimo. Je bilo en šus, ne, smo šli, tako da. Mami tudi hodila na tekme, pa tvoja mlajša sestra? Je že bila takrat? Bila že tudi, ja, že tudi je šla, mislim, da prvič malo daljša v Latvijo oziroma v Španijo. Ja, tudi, ampak niso šle tukaj redno zraven, ker tudi ni toliko prostora v avtodomi, ne, pa mami je imela tudi službo. Očet je bilo malenkost drugače, ko ima firmo, ampak še vseeno je, hvala Bogu, da je lahko šel, ne. Pa je moral potem nadoknaditi. Ja, definitivno. Zamujeno delo. Je pa to verjetno kar precej druga, verjetno kar precej stane za družinski proračun, ne, ta vrstni šport, ne. Ja, definitivno brez očeta, ko je... Bil glavni financer. Ja, definitivno, pa vseh sponzorjev, ko so bili, ne bi šlo to, no. A motorje si pa dobil sponzorsko ali je bilo treba tudi kupiti? Oči vse. A se? Ja, so bile malenkost boljše cene, ampak še vseeno... Drago? Drago, ja. A gome tudi, verjetno, ne? Ja. In po vsaki dirki se menjajo to, je kako? Pol na koncu, ko je šlo že malo hitreje, je bilo po vsaki važnji, ja, oziroma... Najprej je bila 50, kaj si rekel? Ja, 50, pa je bila 50, 65, 85, 125, 250. To je tisto, špica? 450 je še špica. Špica? To ima Tim Gajser? Ja, tako je. Kakšnega kozla ustrelja, ne? In seveda, čedalje dražje je, ne? Ja, tako je dražje. Čedalje močnejše. In kakšni so bili tvoji največji uspehi takrat na višku tvoje kariere? Mi kot ekipa smo se bolj fokusirali na tujino. Takrat zato sem neki naslov doma tudi mogel spustiti v Sloveniji, ne, sicer sem bil 5-krat državni prvak. Pa bi bil še večkrat, ne? Ja, ampak smo se odločili, da če ostanem doma, da verjetno ne bo toliko napredka, pa smo šli takrat 2016, ena izmed mojih tudi najljubših sezon. 85 smo vozili evropsko, sem bil evropski conski prvak. To ni cela Evropa, ampak del, ne? Na 4 dele je bila, tako da mi recimo Slovenija, Avstrija, Italija, Francija, Španija, tu smo bili. To je bila ena izmed najmočnejših con, tako da takrat takrat sem bil prvak, no, te cone, pol je bil pa, skupaj so bile te 4 cone, tako da takrat sem bil pol na evropski, sem bil 7. Takrat se je malo že poznali, starti so bili malenkost, no, slab na tisti tekem, tako da... Zaradi tebe ali zaradi motorja? Pa ne, tisti let nekot mi ni... Štarti? Ja, od polovice sezone se je začelo s tistim štartem. Ni bilo tudi Tim Gajser s tem težave? Lani se mi zdi, ampak... Tam je... To so malenkosti. To je ena malenkost, to je delček... Ampak slišali smo, ne? Ja. Ampak je letos že glih včeraj v Rioli, dobil spet en štart letos, no, tako da... Kljub bolezni, ne? Ja, včeraj je bil fejsbolan, ja. Ja, ampak je bil vseeno uspešen, drugi pa potem skupno 7, ne? Pa še vedno skupno pokali. Ja, zdaj ima kar lepo prednost, ja. Tako. Ti si potem do tiste nesreče vozil kako močen motor? Pol sem zadnji let pred, mislim, takrat tiste 3 mesece v novi sezon sem 250 vozil, ja. To pa že mašina, ne? Ja, kar. Se že fajn sliši tudi, ne? Kar gre, ja. Ja, pa prvič je, da sem prestopil v 4-taktne, prej manjše kategorije, je 2-taktni motor, tako da
je bilo tudi z tega vidika malenkost. Kje se je pa nesreča zgodila? Jaz sem padel v Makolah. Je bila to trening? Ja, to je imel od tima oče, oziroma moj trener Bogo, je imel tam progo, tako da smo se tam pripravljali zadnji teden pred svetovno, ko bi jo mogel imeti v Metterley Basin v Angliji. Tako da ja, malo sem bil prehmal. Kaj si bil ti star? 16 glih, 2 dni po rojstnem dnevu. In je bil to dolg trening? Kako je prišlo do nesreče? Zdaj, koliko se pa spomniš? Ali pa so ti povedali? Ja, praktično, ko sem šel na skok, je motor ugasnil, tako da sem pol dol skočil. Zdaj, še do danes ne vem, a je bila tu kvara motorja. Mislim, sigurno sem, da jaz nisem naredil napake. A slišiš to, da motor ugasne? Ja, ko je naredil je naredil, kot da bi... A to v zraku slišiš? Mislim, ko sem že šel na skok, ko sem se vedel, ampak ni bilo mogoče to. Zdaj, meni za lajko povej, ne? Zdaj, a ni vseeno, tudi če pristaneš ga potem naprej, ne? Ne gre. Ker ni gasa, ne? Ne, zato ja, ni gaza, mašina, ko enkrat zariba, ko ugasne, ne? In ko pristaneš je... Ja, nisem pristal z motorjem, ne, smo vsak posebej. Naprej pa nisem čisto siguren, kako je bilo. In izgubil pa nisi zavesti, ne? Ne, ampak po moje je bil strah tist, ko je... Da se ne spomnim, no, čisto vsega. Da se ne spomniš, ne? Vsekako so te verjetno, ne vem, so takoj vedeli, si tudi sam vedel, da je takrat kaj hudega se zgodilo? Ja, takrat pol, ko nisem nog mogel premikati. A to takoj? Takoj, ja. Že naprog pač nisem ostal več pol. Ampak... So prileteli k tebi? Ja, mehanik pa trener, tako da pol je prišel rešilec, ne, zdaj smo še čakali helikopter, da bi prišel, ampak ni bil. Je glih neki razstav bil, če se ne motim, tako da sem šel pred rešilcem v Maribor, tako da. In vmes kaj razmišljanja? Ne veliko. Ne veliko, ne? Ne veliko, samo da naj pripelje čim prej. Je pa bolelo? Ne, ni. Ni? Nič. Ni, nič? Nič ni bolelo. Potem pa v Mariborski klinični center? Takrat smo pol... So te potem takoj uspavali, pa operacija ali kako je bilo? Pa ne vem, koliko cajt je trajalo, se spomnim, da malo so me pelali slikati, pa CT ali magnetna, se ne spomnim. Takrat mi je bilo samo važno, da čim prej gremo na operacijo, pa da zrihtamo, kar je treba, ne. Mislim, tudi sam nisem vedel, kako je narobe, ne. Sta bila starša takrat zdrava? Ne, noben. Prišla sta pol tik preden sem šel na operacijo. Ker verjetno sta morala onega tudi potem podpisati. Tudi, ja, ker nisem bil polnoletni, ja. Tako, ja. So ti kaj povedali potem po operaciji, kaj so operirali? Kakšne so bile poškodbe? Pa takrat je bil nek čisto nov svet, bi lahko tem rekel, ne, nisem tam, ko je on govoril o vrtjance, tu sem še mogoče kdaj slišal prej, ne. Spinalni kanal, pa to pa nisem tudi prej nikoli slišal, ne. To je... Kaj si imel poškodovane? Ja, 3 vrtjance zlomljene, pa so jih previjačili. Vijak imaš še, ne? Še imam, zaenkrat še imam. Upam, da bomo tudi tu zrihtali počasi. Tako da ja, pa spinalni kanal je bil, pa tu je recimo ko... Tam, ko gre hrbtenjača, ne? Ja, to je, bi lahko rekel, ko da hematom je bil okoli, ne? Tako da to je bil nek proces, ker ta uteklina je mogla zginiti, ne. Tako da počasi, ko je zginjala, počasi sem tudi ključke nazaj dobil, začel prste na nogih premikati. To pa si zaznal? Ja, to mislim se je poznal iz dneva v dan, ko sem enkrat, ko je signal prebil, ne, sploh ko pač ta hrbtenjača oziroma spinalni kanal ni bil prekinjen čist, ne, bil je sam stisnjen, tako da hvala Bogu, ne, ker... Se potem obnovi, ne? Ja. In to pa je bilo verjetno potem upanje, ne? Ja. Ker verjetno prej si tudi kaj drugega razmišljal, če si sploh razmišljal takrat kaj veliko? Praktično, ko mi je pač ta zdravnik rekel, ne, ker naš doktor je bolj negativno vse skupaj vzamejo, da je pol, če je slučajno pozitivno, da je pol tako več vesele, ne, nažalost, ampak sreč, da sem imel zdravnika. A ja, najprej bolj tako negativno povedal, ja, sprijazni se, da ne boš čutil nogo. Ja, pač zmeri je,
najslabši, ne. Ampak to je praktično za nas, ljudi, je to najslabši, ne, ker bi mogli glih pozitivno, ne. Ampak po eni strani jih moramo tudi, mislim, jih ne moramo razumeti, ampak jih moramo, da se zaščitijo, ne. Če potem ne bi Če bilo slučajno uspešno, ne bi bilo, ne. Vse smo rekli, ne, da ne Ja, bo, ne. tako je, ne. Ampak je bil pa, ne vem, zdravnik iz Hrvaške? Ja, Saša je bil z mano od samega začetka oziroma od prvega dneva, tako da on je definitivno, brez njega ne vem, če bi bil danes tule, ko sem. Kaj pa je rekel on? On je veliko stvari rekel, ampak ena izmed teh je bila, da pač da naj njega poslušam. Njega? Ja, On je bil pa pozitiven. čist drug, ja, to je kot plus pa minus iz... Kaj on je rekel? Ja, da Max bo. bo, ja, pač, da če ni hrbtenjača prekinjena spinalni kanal, da tle ni problema, da bi shodil, ne, da bi začel premikati. Pa si mu verjel? Ja. Ne vem za ko, ampak je že tako moglo biti, ne, da sem mu prvi stik, ko sem že slišal za njega včasih, ampak kot pol, še danes vsak mesec slišimo. Aha, ga zanima, Ja. to je napredek, ne? Ja, zmeri se mu pošljem kak posnet, ker do zdaj še tako, ki je rekel, tako je bilo, tako da... Ampak super, ampak Ja. po enem tednu doma, ne, to meni prej si mi povedal, ne? To Ja, mislim, da je bilo zelo malo, 7 dni ali pa Ja. 10 dni, vem, da pozneje ziher ni bilo. Sem šel pol domov, ampak sem šel pol kar hiter na Sočo. Kjer tudi veliko delajo, ne? Ne ležiš skoraj, kako? Ja, odvisno, katerega terapevta dobiš, ne. Jaz sem imel srečo, da sem Jana dobil, še enkrat hvala. Jana, Terapeut, brez hvala. tebe, ja. Ja, brez tebe ne bi bilo tle, ko sem danes, da... Je bila spet ena taka pozitivna, ali kako? Ja, čeprav, mislim, vice je, da se je ljub delati, ne. Aha. Pa da ima nek znanja, pa mogoče tudi, da je, mislim, ko smo prišli s tem pristopom, tudi recimo Sašo so ven nagnali, ne, tudi, ker so pač, tam isto najslabi mislijo, ne. Aha. Pa če je pol slučajno kakšna pozitivna stvar, ne, mene je hudo, ampak strici v belih halih, ko pridejo, ponavadi njim verjameš, ne. Nažalost, mislim, tako je. Mislim, Premalo je teh potem... ne govorim za vse, ne. To je bilo čisto drugače, ne. Mogoče sem kar nekaj teh zgodb slišal tudi onkoloških bolnikov, ne, in skoraj vsak reče, ko pa pride Brejc, ne, Erik Brecelj, ne, in reče, bomo poskusili, ne, vse bo šlo, ne, ti pa da upanje, ne, tako da je zelo verjetno potrebno takrat, ko si v stiski, da ti da nekdo upanje, da ti pokaže eno lučko, ne. Ja. In tebi sta vsaj dva pokazala lučko, ne, pa verjetno vsi doma tudi, ne. Ja, definitivno. Kako so se morali s tem soočiti, ne? Tudi, ja, verjetno ne toliko hud, oziroma mogoče hud, ne vem kako, ker se ne pogovarjamo sploh o tem toliko veliko, ne. To, ja, definitivno je, včasih smo z oči tam, ne vem, samo za motocross, ne, oziroma ne samo z oči tam smo bolj na treninge hodili, ampak tudi sestra Ema, tudi mami, vsi so samo bolj kot ne, za mene delali, ne. Pač je bil motocross ena izmed glavnih stvari v naših življenjih, ne. Potem so pa za tvoje zdravje, ne? Ja, pa tudi... So ti bili v polu, so ti v polu? Definitivno, če ne bi bilo njih, da imaš, ne, še vse je en od domačih, ne, mislim, Si mi pa prej povedal, ne, ko te prvič dajo malce sedeti, ne, da si šoh, ne? To je itak operacija, pa vse, to je načeloma, že mrskir, če si nogo zlom, je že to, pa je po pol leta in let, ne. Da ni kar tako, ne, tle je bilo pa, mislim, huda poškodba, zakomplicirana, ni toliko, tudi fizično moraš dosti razmišljati zraven in vsega tega je, tako da... Kako pa je šla potem rehabilitacija Soča, kaj pa potem? Soča... So te tam postavili na noge, mimogrede? Tam sem začel s hoduljo hoditi, ja. Dober občutek potem?
Dober, ja, Si nekako- po vseh, mislim, da da saj veš, da nekaj se začne, ne. In če zdaj od 1 do 10 se spomniš takrat, ko si prvič stopil na Hoduljo, pa danes? Noč pa dan, ne. Imaš pa da, ne? 10, ne? Ja, definitivno. Ni še, ne? Čisto, ampak Ni še čisto, ampak se izboljšuje. ja, To je zdaj 3 leta, ne? zdaj ja. In če zdaj pogledaš, skozi kaj vse si šel, zdaj nekaj ustanov si videl, ne? Nekaj teh fizioterapevtov, ne vem, delovnih terapeutov, ne vem, kakšne stroke ljudi, Vse, kar se da, ne. kar se da. Velikih je bilo, no. Kaj ti pa najbolj godi? Masaža? Masaž ne maram glih. Ne? Ne. Pa najbolj mi je, da sam trening, pa trening, to mi je bilo že od nekdaj trening. Treninge zdaj upravljaš v tej garaži, ne? Ja, večinoma tukaj, pa Kdo ti dvakrat to garažo uredil? data Dedo. je bila sicer garaža, ki je včasih se mi zdi barvo tle, pa take stvari, pa jaz sem tle včasih tudi kolo vzunil pred vratom prav, ko sem še treniral. Tako da ja, pa ta ni več toliko rabo od tega, pa sem, drugače sem pri Marjani Knavzi treniral skozi prej. Košarkarskem trenerju. Ja. Ampak je tam veliko stopnic dol bilo in v tistem trenutku do fitnessa, ne. Tako da takrat je bila še Hodulja in Težko takrat sem bil spustiti, vesel, če sem noge premaknil, pa tamle recimo do avta šel, ne, 10 metrov, ne. Sem se bolj nosil recimo po tistih stopnicah, ja, tako da pol sem tukaj zrihtal, tako da zdaj treniram tle večinoma tam 3 do 4 na teden. Po koliko časa? Čisto odvisno, začel sem s pol ure, 40 minut, pa sem imel dosti, zdaj recimo zadnje čase 1:40 že kar tlele preživim. Ampak ni samo tle, ne, je tudi moraš iti malo hoditi doma po hodnikih, skozi je nekaj, skozi se vrti. Ti se včasih tudi posnameš, ne? Ja. Ko daš kaj na ta socialna omrežja, Facebook. Ja, Kako to? um, Nekako spodbuda? Ker so spodbudne besede, vidim, So, ja. potem ne pišejo, ne? definitivno to, ne, da Čeprav vidimo pa tudi, ne, da je še dolga pot, ne? ja, sigurno. Ogromno prehojene, ne? Ampak se mi zdi, da iz težkega Iz ta hudega ven, ne? iz tega hudega sem ven, tako da zdaj je praktično tisti del, ko mi je malenkost bolj všeč za trenirati, da je bolj naporen, to mi je bilo včasih že fajn, no, imam rad neke podvige, bi lahko rekel, tako da je super, no. In če si bil tisto prvo leto malce jezen na motorje, ne, pa na motocross, si se potem že kot po ta prvem letu usedel spet na motor? Pa ja, takrat od začetka jaz sploh nisem, recimo, jaz si nisem predstavljal, kako dolgo to bo, jaz sem mislil, da bo to, ne vem, en let ali pa pol leta, pa bom se usedel na motor, pa bomo šli, ne. Tako da nisem si predstavljal, takrat sem tudi mislil, da to bo pač, ampak ko pol toliko cajt, ko sem jaz ležal tam v bolnici, praktično ni nič, iz nule sem mogel začeti, ne, ampak recimo, če se tudi to je isto neko dojenček, ne. Praktično tudi približno en let rabi, da shodi, ne. Prve korake, Ampak tam je malo, tam pri dojenčkih se, mislim, velikokrat se govorimo, ne, tako recimo o tem, pa je tudi recimo, tam ni toliko mentalnih stvari še zraven, ne, tle pa je malo On še ni drugače. hodil, ne, ti Ja. pa si že, ne, Ja. imaš to v glavi, Ja. ne, in je treba spet Ja. vse na novo, Ja. ne. Tako, ja. Važno pa je, da zadeva napreduje. Kaj pa razne toplice, voda, koliko ti pa to koristi? Pa če ti sploh kaj pripada, ne, glede na stanje, brezplačno. Mi, ja, 14 dni na let, ne, mi In to je pripada, to. ampak še nisem šel, zato ker hvala Bogu, da finančno še zaenkrat gre skozi, da lahko pri Nikoli treniram normalno. Pa tudi ne zanima me, da bi imel terapevta, da bi šel kam v A toplico. Nikola je pa, Terapevt, ja, Terapevt. s tem, ko delam 2krat na teden, tako da, to je moški Nikola. ja, Aha, ja, to ja. Tako da, Je pa dober. ja, mislim, pol iz Soče, ko sem šel ven, smo začela, to se pravi 2019 septembra, ko se je začela šola tudi pol na novo, ja.
sva začela trenirati, tako da do zdaj, ja, zelo se razumemo in vse skupaj, no. Tako da, In ja. sta tudi odkrita do Ja. drugega, ne? Kar je pomembno. Čisto, ja, verjetno. definitivno. Vmes si pa delal pa šola tudi, ne? Tudi, ja, Zdaj takrat zaključuješ, prvo. ne? 4 izpita je kako? Ja, še čisto malo zdaj ta teden še do konca zrihtam, Malo pol pa, stisneš pol pa je sicer matura, no, ko jo bom lahko delal v 2 delih, 2 predmeta, zato ker najraje bi se zdajle, če bi šlo še neki ful dolg takole, bi najraje pustil vse skupaj, pa se samo na trening fokusiral, ker zdajle na koncu je bilo res kar naporno. Pa še zdajle treningi so šli 1 do 2 stopnice višji, ne, tako da že od tega sem zmatran, pa še pol, Učenje. ja, mislim, ni toliko učenja in tega, ampak veš v glavu, da imaš še eno skrb za narediti, ne. Tako da, ja. So druge prioritete, ne? Najprej človek za zdravje, čeprav tudi šola prav pride, ne? Pride Imaš prav, kakšne ja. načrte, kar se šole tiče? Zaenkrat ne, zaenkrat zdajle, ko zaključim to maturo, treniram, dokler ne streniram do konca, ne. Verjetno, no, ali pa verjetno bo treba iti kaj delati, ampak bomo videli, ko bo čas prinesel pa vse Vmes si pa še skupaj. vozniški izpit? Zniška pravijo? tudi, ja. Avto voziš, ne? Tudi. Imaš kaj prilagojenega? Avtomatik, tako da takrat Soča upravlja te zdravniške preglede, to se pravi, da imaš pedale, se usedeš ko v avto, In potem volan, vidijo. pa pol imaš recimo tako zeleno pa rdečo luč, pa reflekse, pa računalnik mir pa to. Tako da tam je pač računalnik zaznal, da lahko grem normalno voziti z nogo, z nogama, ampak z desno nogo pa navaden avtomatik, tako da je tudi malo lažje, no, če greš, mislim, načeloma imajo zmeraj čas, ampak je malenkost več svobode, no. Ja, si sam od sebe, Ja, nisem zdaj. tako, ja. Pa rad voziš? Ja, kar ja. Mislim, ne moreš tako divjati kot naprog, ne, mislim, ne smeš, ker si lahko malo brez izpita, pa še nevarnije za druge, pa tudi za sebe, ampak je fajn, ne, da je malo. Na motor greš še pogosto? Zdajle že nisem bil. Imaš, ne vem, 125, kaj je drugega, 250? Ne, imamo 250 ja doma, ampak mislim, da se že pol leta do 1 leta zdaj nisem peljal. Ne čutiš potrebe? Ne, zaenkrat ne. Zato ker tudi takrat, ko sem se tisti let takoj po poškodbi, sem šel po 10 mesecih na motor, ampak je počas gre, ne, tako da to me ne zanima glih. Aha, si bil dirkač, ne? Ja, je fajn malo hitreje se peljati. Kar je pa malce bolj nevarno, ne? Ja. Da bi človek še enkrat šel skozi vse tole, ne? Če bi šlo tako skozi, ja. Če bi šlo pa slabi, pa Rajši ne, ne? ne bi riskiral, ja. No, tebe pogosto vidimo tudi na teh zasavskih humanitarnih tekih, včasih po Trbolah, si prišel od laufov kakšen krog, tudi zdaj si bil, ne, prejšnji petek oziroma v petek, ne. Rad hodiš na tovrstne zadeve? Ja, kakor je, Dogodke? včasih ni bilo toliko časa, ponovadi sem prišel kak krog odlaufati ali pa laufati nasploh. Včasih z mamico? Ja, pa ni bilo sploh toliko časa, ponovadi smo prišli s tekme, spakirali naprej, kak trening naredili, pa šli že ponovadi to šlo ob naprej, petkih, ne? Točno tako, ja. Zdaj pa ja, sicer nisem prišel laufati, ampak sem prišel z istim namenom Tako. v glav. Ja. No, Tako da- sestra odlaufala. Ja, je pa Ema namesto mene, sestrica odlaufala, ja. Podpiraš take zadeve? Definitivno, ja. Ja. Maks, glej, kaj pa ti delaš v prostem času, ko nisi v tej telovadnici, ne, ko nisi za šolskimi knjigami, ne, ko ne opravljaš vozniški izpit, ne, tudi tam je treba nekaj pol pregledati. nekaj kar, ja. Ne vem, imaš kakšen poseben hobi? Pa med korono ja, Žalosten malo, ne? je bilo malenkost drugačno. Takrat sem pol tudi malo začel ribe loviti s prijateljem. Kje pa? Prvo tle na Bajeri gor. In gre? Gre. Tako da zdaj pa malo... Sem tu nazaj daš, ne? Ja, definitivno. Športni ribolov. Ja, športni, ja. Ribe ješ sicer? Morske, ja. Morske, Tako, tukaj Kje? gor, eni gor, kakor slišim, ampak Jih je. jaz ne. Tako da. To je ribolov zdaj? Aha. Ja, tako
Tako da tako gremo malo, ali pa če s prijateljem med korono smo igrice malo igrali doma, pa Nadaljavo? pa tak, ja, nadaljavo, ja. Zdaj pa se nadaljavo, ne? Ja, bolj kot ne. Tako da, drugače pa probam na telefoni, sem tudi malo preveč. Pa, kaj pa vem, malo več se moram spočiti, da sem pripravljen na trening včasih, tako da tudi kako uro več ležim kot včasih, ampak to je Se pač. dobro spiš? Ja, to je normalno vse, ampak je to nek tudi moraš počiti, če fejs delaš, no, tako bom rekel, Ja. tako da. Sicer se mi ne lupa, ampak Je v treba, ne? trenutni situaciji treba, ja. Imaš kaj takih kratkoročnih ciljev zdaj? Pa, kaj pa vem, vsak dan je, ko je, Izziv? ja, vsak dan je nov izziv, pa ko eno stvar narediš, greš naprej, ne, na novo, tako da, ja, upam, da čim prej dam bergle stran, da začnem čim bolj normalen, Zdaj greš še z berglami? zaenkrat še ja, večinoma dneva preživim na berglih, zdaj sem začel malo pohodne palice uporabljati, ampak tam je spet hoja malenkost drugačna kot na berglih, težje. Brez palic pa še ne gre? Na terapiji gre kak korak, ampak recimo, Neki čarobna številka je 4, je kako? tako nekako, ja, ponavadi je 2, pol je 4, ne, tle se pa bolj kot ne, ker ko enkrat povežeš teh 4 korakov, ne, pol ni neka To znanost, niso govorimo 4 drugačne korake naprej. brez... Brez palic, brez vsega, ja, brez da Ti se si karkoli. temu že zelo blizu, ne? Ja, gre počasi, pa je odvisno od dneva, ne, kako sem spočit, kako je, ko delamo, ampak ja, počasi se približujemo tem, da bi čim manj se prijel kjerga, no, tako da vse je v glav, ne, tako da tudi to bomo zrihtali. Se s prijateljem, Timom Gajserjem, kaj srečata, slišita? Slišimo se skoraj vsak teden ali pa zmeraj pred tekmo, po tekmi se zmeraj slišimo. Kakšen je? Tako ko je bil, no, sproščen še vedno, še kar se zabavamo, kaj ali pa karkoli, tako da tam grem tudi do njega na trening. Na tekmi že zdaj nisem bil en cajt, ampak ta korona je bila, ni bilo obiskovalcev pa tega, tako da imam tudi v planu zdaj pošul, da bi šel kako GP tekmo kam v tujino pogledati, tako da upajmo, no. Je toliko cenjen glede na svoje uspehe, kot bi po tvojem, pa tudi po mojem, moral biti? Pa kot človek ga zelo, tisti, ko vejo, za kaj se gre, ga zelo cenijo, ampak kot sem že rekel, pač te slovenski mediji se mi zdi, ne vsi, eni so, Tem športu naklonjeni, ne? ja, ampak recimo mene, kot meni je recimo žalosten, da Pop TV, A-kanal pa te programi, da ni po vsaki tekmi prispevka v timi, recimo, to je meni žalosten za ta šport, ker recimo bi razumel, da ne bi bilo Slovenca v tem športu tako dobro, pa je, ne, ne. ampak tako pa je številka 1, Bi ga vsi imeli, ne? Ja, točno Če bi tako, ga ne. lahko dobili. Pa ga vabijo ameriško, profesionalno, ne Ja. vem, dirke, ki so tam. Tako da to je res žalostno, ne? Jaz upam, da bo tudi tle, no, da bojo več pogledali, ne bojo samo recimo pol že rekli, da si lahko pogledaš prispevek na internet, je fajn. Še vseeno je fajn, ne, če vidiš po televiziji kako stvar, ne, kako besedo, je tudi boljš mogoče za šport, da ga čim več ljudi vidi, ne. Tako, ja. Ni vse samo na Zdaj moraš internetu. kar loviti, da ga najdeš kje na kakšni Ja. televiziji, ne? Ja, tako je. Navajeni smo pa bolj Pop TV pa nacionalna televizija, Ja. ne? To je dnevnik zvečer. Ja. Max, lej, hvala ti, ne, za vse, kar si povedal. Ja, želim ti, ne, čim več tega volje do treningov in da napreduješ iz dneva v dan, ne. Ja, hvala. Da te Spet je. tudi danes to snemamo, je luna. Zdaj ne vem, je polna, je črna, je tista bela, vem, skje lunski. Nisem. Nisi, ne? Ne. Jaz si jo včasih čutim, ne, kakšen dan prej, ne. Je bilo od začetka mogoče malo, sem se poškodoval, se je poznalo do vremena malo, ampak zdaj ne občutim več tako, no. Si živel s Tako da ja. Boš pa malo starejši, boš Ja, spet čutil. pa verjetno spet Ja. nazaj. Max, hvala ti za vse, Ja. kar si povedal. Hvala. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.
Pomisli, preden zaparkiraš.